dober večer, z vami sva Zvonjena Darja. Ja, in Matjaškega Tanka. In to so novice Štefanovih 50. Pa začnimo kar s politiko. Tako je. Bližajo se predsedniške volitve in stranke mrzlično iščejo nove kandidate. Te dni je bila v Žireh ustanovljena tudi nova stranka, ki si je nadela ime Stranka zadovoljnih voznikov Volkswagenov. Njen predsednik, ki je tudi ustanovni član te stranke, je gospod Štefan Bogataj. Pa je iz sicer nesigurnih virov sem izvedela, da kandidira tudi za predsednika Republike Slovenije. Ja, in tako je že začel zbiranje podpisov, kar mu bo nedvomno uspelo, saj od potrebnih 5000 podpisov podpore mu manjka samo še 4999 glasov. Prva mu je boje poklanila svoj podpis in svoj glas, njegova zvesta žena in morda bodoča prva dama Slovenije, gospa Elena Bogataj. Ja, to bo še zanimivo in mi gremo že naprej. Bela hiša. Ja, to bo lahko bodoči dom, ja. Gremo na avtomehanične novice. Tako je. Svetovni avtomobilski trg pretresa drugič bomo pobili usklajen, sem siguren. Svetovni avtomobilski trg pretresa velik upad proizvodnje avtomobilov znamke Volkswagen. Ste že slišali za to, Slavenec? Ja. Pa je zaradi nezadovoljstva lastnikov avtomobilov in zato se že vrstijo zapiranje posameznih obratov po Evropi. Posledično pa se seveda obeta porast v industriji reciklaže rabljenih avtomobilov, najbrž znamke Volkswagen. Ja, najbrž ja. Tudi naša ekipa je bila na terenu in našla nezadovoljnega voznika že kar na prvem ovinku. Verjetno bo tudi on kmalu zamenjal avto za drugo znamko iz Volkswagena, bo zagotovo prešardal na kaj drugega. Če ga že ni seveda zamenjal, pa si kar poglejmo posnetek iz terena. Volkswagen. Avto je crkva. Jo, kak crkva? Ja. Damo Štefana Krivolsko. Ja. Pa ga pokliči. Se sem lik bil prvi
Nemce, sprihodnega. No ja, za takih malo polno bojiše. Veš kaj, Pero, najbolj bo, da ti avto zamenjaš. Ma, a veste, No, je to pravo. Dačija, Pero, dačija. ja, a veste, tule me skozi nekaj zajbava, Takih malo polno bojiše, a si Ma ja. videl pri njem. se sem videl, ki je imel tam sami bolj hvate. Ame take dačije, nobene nima na dvorišču. Prosim, če poročate objektivno. No. Pa gremo kar na kriminal. Bodite pazljivi, kajti na območju občine Žiri naj bi se nepooblaščena oseba izdajala za policista. Gre za kaznivo dejanje, ki so ga raziskali naši terenski novinarji zelo podrobno in poročajo takole. Po večjih vlomih in poskusih vloma v Plastuhovi grapi so tamkajšnji prebivalci postali pozorni na vsako nenavadno gibanje po grapi. Nasploh je po celih Žireh vladala napetost. Šeber je že več dni opazoval, kako se en in isti avtomobil pod večer zapelje preko Ledinškega mostu in izgine po cesti v gozdu. Odločil se ga je zasledovati skupaj s svojim sinom. Kmalu sta ga dohitela in vozila tik za njim. Neznanec je pritisnil na plin, Šeber pa še bolj. Voznik je končno le sprevidel, da se ga ne bo mogel otresti in je naposled ustavil. Šeber ga je takoj napadel, kaj počne tukaj na samotni stranski cesti v temi v mraku. Svetilko mu je svetil direktno v obraz. Mlajšega moškega je zanimalo, kdo da je on in kaj bi rad od njega. Šeber se predstavi, da je policist in zagrozi, da bo poklical okrepitve, ukolikor se zasledovani ne zjasni, kaj počne tukaj. Sin domnevnega policista, Ober, pa se je izdajal za njegovega pomočnika. In čeprav je bil še v delovnem kombinezonu, naj bi bil skupaj z njim v patrulji. Seveda ima zasledovani moški ni verjel. Ober pa se je takoj znašel, češ da je le še pomočnik na policiji in še ni dobil svoje prave uniforme. No, po nekaj minutah pregovarjanj in pritiskov je neznanec le popustil in povedal, da je tukaj le dogovorjen s prijateljem, da mu proda nekaj trave. Trave, a otave? Ne, najmanj zagotovo ni bila mišljena otava. Je pa potem Šeber primer predal naprej, pravi policiji. Vse skupaj se zdi podobno že malo traču, a ne boste verjeli, podoben scenarij se je ponovil še enkrat. Kaj takega? Ja, ta isti Šeber je kolesaril skupaj s svojo ženo in dokoče pri domu nad Zalom. Tam sta bila že 2 člana turističnega društva Žirovski vrh. Skupaj so zgroženo ugotovili, da je nekdo poruval vse rože iz korit in jih zmetal v gozd. Zadeva je bila videti še zelo sveža, kot da se je ravnokar zgodila. Od mimoidočih so pa izvedeli, da so na poti srečali MP, ki je bila že poznana po tem, da je razmetavala rože. Šeber se je nemudoma odpravil za njo s kolesom do njenega doma in jo zaslišal, kje je pravkar hodila. Ker se je gospa sprenevedala, jo je opozoril, naj ne laže, saj so jo pri domu posnele varnostne kamere. Ko je od njega zahtevala, naj se predstavi, ta pravi, da je z policije in da slučajno ženo tukaj mimo kolesarita in da so ga iz turističnega društva obvestili, da so nekaj posnele varnostne kamere.
Ja, ko je pa MP zahtevala od njega naj pokaže policijsko izkaznico, je pa ŠB razložil, da to je pa danes tukaj privat in da te policijske izkaznice nima s sabo in da jo bo lahko pokazal drugič, ko pride uradno z marico, takrat pa bo videla njegovo izkaznico službeno. No ja, upajmo, da to ni bilo potrebno. Ne vemo sicer, če je to zgodbo gospa kupila, ampak čudežno rože so potem ostale na svojem mestu. Kultura. Pred nastopom svetovno znane vokalne skupine Zala na proslavi Dneva državnosti v Gorenji vasi se je zgodil nepričakovan incident. Tenorist te skupine Štefan Bogataj je po pravilnem parkiranju na parkirišču pred trgovino Mercator doživel grob verbalni napad strani voznice, ki je parkirala za njim na sosednjem parkirnem polju. V obtožbi, da je parkiral preblizu njenega avtomobila, je bil omenjeni pevec ozmerjan in do skrajnosti ponižan. Tako da v osuplosti sploh ni prišel do besede. Ja, s hudimi duševnimi motnjami in ranami je potem odšel na nastop v prepričanju, da je imel prav in s ponosom odpel 2 domoljubni pesmi. Še dobro, da nastop zaradi tega ni odpadel. Še ena sreča za našo kulturo. Ja, je pa ŠB po nastopu le izjavil, da je bil on prvi tukaj in je on prvi parkiral pred gospod. Ja. No in sledi Šport. našemu slavljencu najljubša rubrika. V rubriki Šport se bomo v živo povezali na tekmo smučarskih skokov. Ekskluzivno za vas bomo spremljali skok znanega skakalca, današnjega slavljenca, Štefana Bogataja, našega orla, ki še zelo veliko obeta. Da, pa jaz predlagam, da si kar pogledamo, kaj se dogaja na skakalnici pri Bukovcu. Pri Bukovcu? Ja. Če imam prave informacije, v Bukovici, v Sevški dolini. Se opravičujem, tiskarska napaka. Skratka pa se preselimo v Bukovico pod skakalnico in pogledamo, kakšno je vzdušje navijačev. Upajmo, da bo prenos v živo dovolj. 24 ur, vsak dan, ker življenje ne minuje. Sedaj na vrhu zlatišča Štefan Bogataj. Na nove zmage in na novo vodstvo. Nezljivo. Ojoj, kamera je vesela. Štefan je se eno dobro odrinil. Ujel je pravi zgonski veter. Leci, Štefan, leci! In pade. Oj, kaj se je zgodilo? Zapletle so se mi skočili. Državna ekipa je prispela, bil je še pri zavesti, pa je spet izgubil. Fant se bo pobral, konec bo dober se dobro. Štefan, dajmo ti moči, da ponovno skočiš v nove zmage. Drage dame in gospodje, to je bil prenos tekme, kjer je Štefan Bogataj tekmoval sam s sabo. Če je uspela. Hvala za pozornost, to je bilo odlična tekma in se vidimo čez 50 let. Ja, še en aplavz za tako lep skok. Seveda si vsi skupaj želimo, da je skakalcem vse dobro in da se čim prej vrne nazaj na treninge in tekme.
Res je, njegov fan klub navija zanj, drži pesti, da se čim prej vrne in skoči v naslednjih 50. Zdaj ne. In sedaj je na vrsti vreme. Pa poglejmo, kako zgleda vreme po Štefanovo. Ko se bliža teden prireditve, ki jo pripravlja turistično društvo Žirovski vrh, napeto spremlja vremensko napoved. V začetku tedna vreme kaže nestanoviten vikend in občasne nevihte. Kaj storiti sedaj? Ja, viš, njegova žena Irena predlaga, da pogledata še kakšno ameriško spletno stran vremensko, tam bodo morda boljše in bolj realne napovedi. Nadaljuje se stopnjevanje napetosti, bolj ko gredo dnevi proti koncu, bolj čudna je napoved in vse skupaj postaja nesigurno. Kaj storiti? Ja, ali odpovedati dogodek, ali postaviti šotor. Slednja odločitev je bila vsaj pri letošnjem prazniku žetve zagotovo prava. Namočilo nas bi kot cucke. Ja, k sreči je potem posijalo sonce in Štefan je ugotovil, da se vremenarji niso zmotili. Imeli smo raznovrstno vreme za vse okuse. Pa seveda šotor tudi. Ja. No in že se selimo na naslednjo temo. Delovna akcija. Tokrat se je delovna akcija odpravila na Žirovski vrh. Ana Praznik si je vzela praznik in svoje delo prepustila Štefanu Bogataju. Ni videti ravno najbolj navdušena. Čeprav mu delovnih izkušenj ne manjka, ga je čakala težka naloga. Mladinski dom na Žirovskem vrhu je bil vsekakor potreben obnove, a je za delovno akcijo to seveda prevelik zalogaj. K sreči so k vsem tem pristopili številni sponzorji in domačini, ki so pošteno zavihali rokave. Ja, in v pičlih 7 dneh se je tako začela odvijati in odvila delovna akcija. Za začetek pa je bilo najprej potrebno izseliti trenutne prebivalce doma, ki se ob tem seveda niso najbolj strinjali in pokazali kakšnega posebnega navdušenja. No, potem so se sprijaznili, saj so se tudi oni veselili novega projekta. Vse skupaj so seveda novinarji skrbno dokumentirali. Prvi dan je tu stalo še staro poslopje iz 80-ih let, ki nikoli ni bilo dokončano. Treba se je bilo odločiti, ali dom obnoviti, ali ga podreti in zgraditi novega. Končna odločitev je padla že prvi dan. Stari dom se podre in zgradi nov. Ja, drugi dan je ekipa delovne akcije zgodaj vstala in takoj odkrila streho, dom podrla, dober les spravila, starega pa razžagala za drva. Ja, tretji dan se je iz dobrega starega lesa zgradilo toplo, prijetno malo kočo, ki bo služila kot začasni objekt. Četrti dan pa je bil naporen. Že so zabetonirali temelj do malice, pa pozidali še prvi štuk. Takoj po malici so že namestili inštalacije, potem zalili ploščo in celo pozidali že prvo nadstropje. Še preden je padel mrak, je bil zabetoniran tudi želnik. Peti dan je zopet zgodaj vstal. Skupaj s svojo ekipo je najprej postavil 2 močna železna nosilca, na katero bodo fiksirali streho. Pooblali so šperovci, zvezali rošt in ga postavili na svoje mesto. Pri strehi so si vzeli malo več časa, saj mora biti vrhunsko narejena. Najprej so preko šperovcev nabili deske, potegnili parno zaporo, z letvami naredili zračni kanal in na koncu objekt pokrili še strešno kritino. Ja. Zdaj,
6. dan je vodja del zgodaj vstal in čakal na naročena okna in vrata. Ker jih ni bilo, se je Štefan hitro znašel in nova okna vgradil kar sam. No, za vrata mu je pa polivinila zmanjkalo. Štefan si je pa potem po kosilu zaželel še kavico in da bi jo popil na balkončku, a ker balkona še ni bilo, je hitro vzel par desk in zmontiral še tega. Nato je lahko v miru kavo spil na balkonu, res pa, da je bila že mrzla, bo pa zato Štefan še bolj lep. Zanimivo akcije. No, ko je bilo delo končano, 7. dan, pa je bil že dom dovršen in Štefan je počival po svojem delu, ki ga je naredil. In zgodila se je pokošnica. Prepevali so, peli in plesali. Pihalna godba Alpina Žiri je dogodek naredila še bolj veličasten z veselimi koračnicami. Župnik Jakob Kralj pa na koncu dom nad Zalo tudi blagoslovil. Ja, no, za vselitev bo potreben še kakšen dan, a za enkrat je narejenega ogromno. Delovna akcija se zagotovo vrne prihodnje leto, ko bo spet polno za postorit in verjamemo, da bo spet veselo. Kaj pa bo z nekdanjimi prebivalci doma? Ja, so pa ostali brez strehe. No, pa najbolj se v to poslopje nazaj novo ne bodo vrnili, je prelepo. Veš, jih je pa prijazno nastanil gospod Lojze na kmetiji Parbukovc, tako da tam se zdaj počutijo zelo domače. V hostel? Ja. Bravo, čestitke, aplauz. Ja, to so bile novice, ki so jih pripravili člani folklorne skupine Zala in z vami sva dejansko bila Lucija in pa Bogdan. Ja. Ob koncu pa se seveda spodobi, da se v živo vklopimo v praznovanje Abrahama, našega slavljenca Štefana Bogataja, ki nam je velikodušno dal osnovo za te današnje novice. Tako je. Vklop v živo. Se slišimo, publika, zavriskajte, če se slišimo. Prenos je uspel. Lepo. Očitno se dobro slišimo in slavljenca vabim, da pride tukaj v studio. Do nas v studio. Ja, se je čisto blizu. Takole, Štefan, zdaj se pa še preselim iz 5 noter vmes. 5 v sendvič. Takole, zdaj se snovi za nazaj je bilo polno, zajeli smo samo delček tega. Verjamemo, da če bi vse tvoje zgodbe pa ves prispevek, ki si ga dal za to društvo, bi lahko še 10-15 takih poročil naredil, ampak takole, ne skrajšam, v imenu vseh članov turističnega društva, ki smo tukaj, a pa niso tukaj, se ti za nazaj lepo zahvaljujemo za ves tvoj trud, za ves tvoj čas, ki si ga prispeval v to društvo. Mislim, da si v tem času naredil res lep pečat v društvu. Seveda za naprej, moramo gledati pa naprej, da bo še za kakšno takole oddajo novic. Za naprej ti pa želimo vsi zbrani vse najboljše na tvojem zasebnem in ostalem področju, veliko uspehov, tako da bi kar povabil. Ja, terenska ekipa je še nekje, jaz upam, da je že blizu. Ja, nekje se še, za naprej ti želim še toliko zagnanost kot da zdaj. Takole, evo to. Iz terena pa prihaja naša novinarka Vera, ki je prinesla en takle lep spomin. Tole bo klobuk, ki ga ne boš mogel dati na glavo, lahko ga boš dal pa na steno, so pa na njem zbrani vsi podpisi turističnega društva, ki smo se zdaj v teh dneh trudili za tebe, pa ti želimo voščiti vse najlepše, pa zdravje in vsega tako naprej, da boš imel en tak lep spomin.
Ne, ti si dan že pa je veliko govoril. Lej, tole ti ne bo res, ne najde svoje mesto v tvojem hiši, oziroma kjerkoli, pa ne ti bo tole... Ja, pa ne ti bo tole utrajen spomin, ja, ker pa se od spominov ne da živeti, bi pa samečkan še predstavljal se prej. Izvoli. No, tule je ta moj klobuk, ki ga nosim pa folklor. Ta mislim, da je zdaj že moj zaščitni znak, tudi če ga dam naprej. Mislim, da ima tam iz Čabračen poba, ima zabaranga. Je rekel, da bo plesal, ko bom jaz nehal. V glavnem, ta klobuk tudi mene že zaznamuje. Zdaj ga že nosim kar nekaj let. Paše mi drugače. Kar drž tole še, ja. Kot sem rekel, od spominov se ne da živeti, zdaj, da boš si tole življenje naredil še lepše, pa ti tle v imenu turističnega društva, vsi člani turističnega društva poklanjamo en bon za potovanje pač po lastni izbiri. Upam, sabo najbolj vzameš tudi Ireno. Nujno. Tako da vama obema želimo na tem potovanju vse lepo. Kaj ste pa dve koverti? Eno je čestitka. En je čestitka, en je pobon. Ja, no ne še... Sem mislil, da gre ena prodivko, jaz pa na sever. No, za češnico na tort, za trajen spomin na tvoje trenutke v folklorni skupini Zala, pa še tale lepa slika vaju dveh, še pred publik, če lahko prosim. Aha, vidijo. Ta moja kopijo. Tako da Irena, nova glas. se bo najdel, jaz sem prepričan. Tako da to je bilo to z naše strani, jaz bom zdaj le kar prvoš, oziroma bom damam dal prednost, da ti prva vošči, ja boš še nekaj povedal, ja seveda boš.